odzvali vabilu in se nam pridružili tukaj spodaj na temle večeru, ki ga bomo skušali posvetiti eni temi, ki je aktualna v naši državi že nekaj mesecev. Predno pa začnemo res samo temo, najprej pozdravljam tudi vse tri goste naše okrogle mize, in sicer gospoda dr. Ivana Štuheca, gospod Heleno Jaklič in Aleša Mavra, tukaj čisto ob meni. Za samo okroglo mizo smo se odločili skupaj pri spletnem magazinu časnik.si, ki smo organizatorji tega dogodka, skupaj z Socialno akademijo, ki letos že 6. leto zapored pripravlja socialni teden. To je en tak projekt, kjer skušajo za svojim kontaktiranjem različnih društev, združenj, spodbujati po celi Sloveniji take dogodke, kot je tudi ta tukaj. In zato omenjam tudi njih kot neko krovno organizacijo, ki se trudi na tem področju že vrsto let. Sicer pa so aktivni na izobraževalnem področju, na v bistvu spodbujanju mladih k vključevanju v družbo, v politiko, tako da si lahko o njih tudi kaj več pogledate na samem internetu. Če se zdaj res lotimo same teme, može biti na začetku najprej o samem volilnem rezultatu zadnjih državnozborskih volitev. 2 meseca je od takrat. Aleš, vprašanje zate, kako danes po dobrih 2 mesecih ta rezultat vidiš, kaj je prinesel za slovensko pomlad, za Levico, če lahko kratko ponazoriš. Ja, rezultat je po svoje še vedno šok, tako kot je bil 13. julija. Tisto, kar je najbolj nenavadno, je seveda to, da so volivke in volivci glasovali za tako popolne neznance pod firmo tako imenovanih novih obrazov. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da so pravzaprav s temi novimi obrazi najbrž zavestno hoteli kupiti stare vsebine. Se pravi, jaz sem še vedno prepričan, tako kot na prvi dan po volitvah se mi zdi, da je bil to glas za to, da se z novimi obrazi ne bi nič bistvenega spremenilo. Druga stvar je pa seveda zgodovinski poraz pomladnih strank, ki so dosegle daleč najnižji izid v zgodovini. Seveda, če govorimo samo o številu glasov, je ta rezultat katastrofalen. Če govorimo o odstotkih, je še 4 odstotne točke nižji kot leta 2000, ko je bil doslej najslabši. Po mojem mnenju je to predvsem v veliki meri seveda posledica razmer, v katerih so volitve potekale, pa tudi tega, da je največja opozicijska stranka, to je Slovenska demokratska stranka, napačno ocenila, da bo večina slovenskih volivcev razumela, da je to, da je Janez Janša, opozicijski voditelj, v zaporu velik problem. To se ni zgodilo in ker je bila celotna predvolilna kampanja njihova osredotočena samo na to vprašanje, dejansko povprečnemu volivcu niso skoraj nič ponujali. To je tudi eden od razlogov za tako slab rezultat. Tretja stvar, ki je tudi značilna, pa je, da je uspelo Združeni levici priti v parlament in ima za naslednja 4 leta verjetno sceno, kjer bo lahko svojimi populističnimi idejami nastopala in po mojem mnenju bo na naslednjih volitvah resna kandidatka z zelo visoko mesto. Pojav levih strank, ki se vedno nove in nove pojavljajo pod vsakimi državnozborskimi volitvami, so res neka značilnost v Sloveniji že
vsaj na zadnjih 2 volitvah. Helena, zanima me, kako vidiš to dogajanje, da se stranke, ki so se že v bistvu utrdile, kot so recimo LDS, lahko tako hitro zgubijo in postanejo zgodovina. Se pravi, v čem je ta značilnost slovenskega volilnega telesa, da se vedno odloči za nekaj novega, kar se pojavi tik pred volitvami? Najprej se mi zdi, da je to predvsem v zadnjih letih, se pravi, da ta pojav iskanja novega obraza, ki bi prinesel novo politiko, ampak ta nova politika seveda ne stremi k novemu, ampak ohranjanju starega. Se mi zdi, da tudi volivec, tako kot je rekel že Aleš, v resnici stremi k temu, da se nič ne spremeni. Nove stranke so pa seveda na levici, je pa po mojem tem, da volivec, levi volivec nima neke zvestobe stranke oziroma neki imenu stranke, ampak zvestoba nekemu temu, kar ta stranka predstavlja. Se pravi, to pa je neko ohranjanje kontinuitete, ohranjanje starega tega položaja. Po mojem, da to je en razlog. Potem ta drugi razlog se mi zdi, da je v tem, da mediji ves čas poudarjajo v tem smislu, delajo neko klimo nasičenosti starih strank, starih obrazov in da je ta novi obraz je tisti, ki bo prinesel Sloveniji zopet blagostanje, prinesel nek razvoj, uspešnost. Tako na kratko morda. Če želiš eno malenkost dodal. Res je, da mogoče je iskanje novih obrazov v zadnjem času bolj izrazito, ampak če gledamo nazaj, se zdaj jasno kaže, da pravzaprav prvi novi obraz v tem smislu, kot je zdaj Cerar, je bil leta 1989 Janez Drnovšek, tako da je v bistvu ta tehnika že stara in takrat se je tudi Drnovška, o katerem nihče ni nič vedel, še manj kot se vemo o Cerarju, se je tudi prodajal kot mladega, neobremenjenega, kot nasprotnika kao kandidata partije in s tem seveda je že takrat bil dosežen popoln uspeh, tako da ta tehnika ni tako zelo nova. Če se naprej dotaknemo še ene značilnosti letošnjih volitev, volilna udeležba. Ivan, vprašanje za vas, ali je možno oceniti, da je, ne vem, volilno telo pomladnih strank ostalo doma, v kakšnem izrazitem delu, ali pa je vendarle bila udeležba taka, kot bi bila tudi sicer? No, najprej, če smem malo še pokomentirati tudi tisto, kar je že bilo pred malo rečeno, in sicer jaz bi se poslužil tu za lažje razumevanje svetopisemskih prispodob. Mislim, da slovenski volilec se obnaša tako kot izraelsko ljudstvo, ko je šlo iz egiptovske služnosti proti obljubljeni deželi, in tako kot so se obnašali Izraelci, ko so na cvetno nedeljo pili hozana, par dni za tistim pa so se trli enega križajo. Ta shema, ta miselnost se v 2000-letni zgodovini, 3000-letni, 4000-letni, odkar na nek način ta civilizacija ljudovstva naprej se razvija in obstaja, se ni bistveno čisto nič spremenila. Vprašanje je samo, kdo je tisti, ki to množico na nek način vodi, oziroma komu se te ovce pustijo voditi. Zdaj, iz levega političnega prostora bomo dostikrat slišali, da smo mi kristjani ovce. Jaz trdim, da so ovce vsi, ker se vsi dajo manipulirati, vsi se dajo voditi, torej ne samo kristjani. Mi vsaj vemo, za kom hodimo, ko gre za vero, ko pa gre za politiko, pa smo približno glih tako ovči, kot vsi ostali, in glih tako približno menjujemo svoje voditelje, kako vsi ostali, nič nismo tu bistveno boljši.
Tako da slovensko volilno telo je zmedeno in sploh ne ve pravzaprav, kaj bi si s politiko pa z državo počelo. Tako daleč smo po mojem prišli, da še med vojne take volitve, kako smo imeli zadnje vojne, pa lahko to državo zapakiramo, pa naredimo aneksijo k Avstriji, pa rečemo, da bomo ena od avstrijskih pokrajin, pa nam bo morda boljše šlo, kakor pa nam gre zdaj. To še posebej velja za vas Prekmurju, ker pol Prekmurcev že vodi po kruh v Avstrijo. Slovenci nimamo te tradicije, nimamo te zavesti, nismo dovolj samozavestni in se pustimo furati, kak se pač komu zmisli in kak se mediji naravnajo in kak se gospodje in gospe v ozadju odločijo. Tako da, jaz mislim, da to je naš glavni problem in je vprašanje, ali bomo iz tega problema zlezli z ozirom na dejstvo, da očitno mlada generacija želi nazaj na oblast skrajno levico. Se zelo strinjam z Aležom, ki opozarja na to, da bo skrajna levica imela tudi v naslednjih volitvah velik uspeh. Jaz tudi mislim, da bodo samo še rasli, zato ker več, ko prihaja mlade generacije na volišče, bolj bo ta stranka pridobivala na volilnem telesu. Ta politična frustracija, nezainteresiranost do politike ima več razlogov. Enega izmed razlogov lahko vidimo v stalnem kritiziranju strank kot strank in v stalnem napadanju parlamenta. Poglejte, nišče ne napada slovenskih menedžerjev, kakšne imajo plače. Ne sindikati, ne ljudje, ne mediji. Če se prav spomnim, ima direktor Krke na leto 700 000 evrov plače. Pa to dobenega nič ne boli. Zakaj ima lahko direktor Krke v Sloveniji 700 000 evrov plače, pa je to napisano v časopisu, pa se doben na to ne obregne. Zdaj pa se spomnite, ko so rekli, da ima Arhar 3000 evrov plače, so ga sesuli kot predsedniškega kandidata. O poslancih non-stop govorimo, da so poslanci samo zato, ker hočejo imeti plače. Ja, kakve plače pa ima poslanci? Do 3 jurije, če pride, tisti, ki je najbolj star tam. Kaj pa je 3 jurije za politika, če ga hočeš imeti nekoruptivnega? Zdaj pa, ko govorimo, da bo Bratuškova imela 20 jurijev plače kot komisarka, se vprašamo, zakaj ima v svetu politik visoko plačo. Zato, ker takrat, ko ga pa dobijo, da nekaj narobe naredi, ga vric umejo, prosto izrazo, v prvem trenutku nima več tam kaj iskati. Tako so naredili z našim talerjem. Prvem šuso so ga odposlali od tam in nima več kaj iskati tam. In ne bo nikoli več prišel v Evropski parlament. Ampak pogoj je, da ti politiko tudi ustrezno nagradiš. Pri nas pa se non-stop nabija samo to, kako so poslanci plačani, kakšne plače imajo, ne vem, kaj počnejo. In s tem ti pri ljudeh seveda vzbujaš en odpor do vsega, kar je steber demokracije. Steber demokracije pa parlament in so politične stranke. V parlament diskreditiramo non-stop s tem, da materialno ga ožigosamo, stranke pa non-stop diskreditiramo s tem, in to je načrtno delo, da imamo vsakokrat nove stranke. In da ni tu resne stabilnosti in resne kontinuitete. In tega ljudje več ne morajo resno imati. In ne jemljajo resno. In ker ne jemljajo resno tega tisti, ki bi v tej državi to morali resno imati, potem se seveda to odslikava tudi na volilnem telesu. In sem volilna abstinenca, jaz se bojim, da bo zdaj na lokalnih volitvah ravno taka katastrofa, kot je bila na evropskih, kot je bila na državno-zborskih, da gremo samo iz ene katastrofe v drugo katastrofo. Kaj pa pomeni, z drugo besedo, mi trasiramo pot ali razpadu države ali pa totalitarni državi. Samo te dve možnosti imamo. Če ne bomo odgovorni državljani, imamo zgodovinsko gledano preverjeno samo te dve možnosti. Dobene druge. Če se navežem na te besede dr. Štuhleca, po vprašanje v bistvu za vse tri Dorboželov, mora biti koga posebej izzval, kaj poskušati v bistvu, da bi se ta odnos volilnega telesa do strank spremenil. V redu, mediji so tukaj tisti, ki imajo največji vpliv
In če vzamemo to stanje pri medijih tako, kot je, v redu, moramo iz tega izhajati, ampak vseeno pot, dr. Štefec, ki bi lahko bila drugačna od te, ki jo vi napovedujete, kako si jo zamisliti? Da bi vendarle iskali neko rešitev za to državo na koncu konca. Ne moramo pristati na to, kar ste rekel, ali bo totalitarna, ali bo razpadla. Ja, ne moramo pristati, ampak s tem moramo resno računati. Tako kot moramo resno računati, da bo 3. svetovna vojna. In se ne delati, kot da ne more biti. Jaz mislim, da papež, ko je Redi Pulja upozoril na to, ni upozoril zato, ker se me to slučajno zdelo zanimivo povedati. Ampak je upozoril zato, ker vidi resne razloge, da do tega lahko pride. In nikoli niso množice reševale dobene države, pa dobene skupnosti, ampak vedno so to počeli močni posamezniki. In jaz mislim, da tu je rešitev. To je en vidik. Upajmo, da tudi še Slovenija lahko v nekem še bolj krizni situaciji, kakšna je danes, zmore toliko močnih posameznikov, ki bi lahko stvar obrnili. Drugo, kar se mi zdi tudi na nek način pomembno, da ni vse seveda od nas odvisno, ampak če se bodo določene stvari v svetu spremenile tako, da bo res kriza, potem lahko upamo do določenega preobrata pri ljudeh. Dokler pa ni resne krize, tako dolgo pa ni preobrata. In ga ne bo. Mora biti še vajne strani, Aleš pa Helena, kakšna misel na to temo? No, jaz moram reči, da sem glede na zgodovinske izkušnje bolj skeptičen do tega, da bi zdaj kriza zdravila ljudi, ker kriza, velika gospodarska kriza pred 80 leti je privedla do vzpona nacizma v Nemčiji in potem do druge svetovne vojne, tako da nisem prepričan, da imamo mi Slovenci ta potencial, da bi nas kriza zdravila, ampak lahko zdravi tudi najslabše v nas. To najslabše se je pa že enkrat tudi pokazalo med drugo svetovno vojno in po njej. In jaz ne bi računal na krizo kot garanta česa dobrega. Najbolj ne, je pa seveda res to, kar je upozoril, da smo mi v Evropi malo vojne odvajene in je nimamo nekako sploh več v vidnem polju. Ne bi pa, se pravi, ne bi jaz računal, da bo kriza zdravila Slovenci, ker zdaj v bistvu krizo imamo, ampak zanimivo, če bi človek pričakoval, da bodo ljudje že pri nas hoteli iti k izvorom krize in videti, da pravzaprav obvladuje slovenski prostor že 70 let ista politična opcija, da je v bistvu eden od temeljnih razlogov za našo krizo to, da obstajajo še vedno povezave iz zadnjih desetletij. Ne, ravno obratno je, Slovenec vedno bolj hoče odstraniti še tisto malo, kar je bilo storjenega korakov proč od tega starega stanja. Da dejansko smo v neki situaciji, ko Slovenec hoče, da bi še tisto malo bilo odstranjeno. Recimo stranke so en tak primer, kar se je uspelo uveljaviti v Sloveniji, pa Slovenec pravzaprav bi račal nazaj v nestrankarsko demokracijo. In jaz skratka iz krize ne znam na podlagi tega razbrati nečesa dobrega. In moram reči, da sem tudi pesimist glede tega, kako sploh priti do večine Slovencev, da bi nekako spregledali. Ker vi ste sicer omenili Jani medijsko sliko, ampak vse ni res, da ni na razpolago dovolj informacij. Vse se danes vse ve v 5 minutah po tistem, ko se zgodi, ampak
se mi zdi, da večina našega prostora je še vedno pač podvržena te selekcije informacij oziroma kako in na kakšen način je ta informacija povedana. Taka v primerjavi lahko vidimo takrat vstajnike, ki so kampirali pred borzo v času Janševe vlade in so o njih mediji dnevno poročali, kako se prizadevajo oziroma ustrajajo tam, dokler ne bo Janez Janša odšel in njegova vlada, ker kar dela slabo za Slovenijo. Če pogledamo zdaj, 98. dan pred sodiščem, vrhovnim sodiščem, se zbirajo ljudje v podporo sicer Janezu Janši oziroma številni opozarjajo na stanje oziroma nepravno stanje v naši državi. O tem niti besede v slovenskem medijskem prostoru. Če izvzamemo potem res morda Reporterji, Demokracijo, Družino, potem se praktično že konča. Se pravi, naš medijski prostor je tako monoliten in da informacije, razen tiste, ki jih dobivamo po internetu od zunaj, pa dobitamo od zunaj, so pač informacije, ki mnogokrat ne razumejo slovenskega prostora in je težko, se pravi, niso te informacije tako na dosegu. Je to dnevno pranje možganov in če vzamemo to še recimo šolski sistem, ki je potem ta podlaga, se pravi, ko oblikuje v narekovaju otroka, da gre čez ves ta, se pravi, čez šolski sistem, kjer mu vcepijo v glavo, se pravi, to, kjer je poveličevanje naše, se pravi, polpretekle zgodovine, kontinuitete, vsega, kar je na tisti strani in popolno odsotnost kritičnosti do vsebin, ki jih podajajo v šoli, se pravi, šolskem sistemu, potem je to idealno bojišče za volivca, ki je zbegan, ki pravzaprav ne želi strank, ne želi ničesar, kar prinaša demokratičen sistem, ker se s tem ne znajde. In če k temu dodamo še, da ne bom predolga, še dodamo našo polpreteklo izkušnjo, ko mnogi govorijo, kako krasno nam je bilo v takratnem sistemu, tudi naša združena levica, pa tudi celoten v bistvu levi prostor, se mokovča v tem času, ko smo bili vsi enaki, vsi enakopravni, vsi smo imeli enake možnosti. To poslušamo, to nam prikazujejo tisti čas. Pozabljajo pa, da je leta 1945, da ne govorim že med drugo svetovno vojno, leta 1945 v Slovenci, pač v kraških jamah, v rudnikih, bila pobita v bistvu dobršen del Slovenije, pač v bistvu opozicija, oziroma vsi, ki so mislili drugače, oziroma se niso strinjali z dosežki komunistične revolucije. Pozabljamo, da večina je takrat tista elita še, ki je ostala kulturna, politična, družbena, prosvetna, če niso končali, se pravi, v teh jamah je odšla, se pravi, da je večna življenje je moralo oditi. In ta uničenje tega duha, tega kritičnosti, upora, pač se po mojem pozna še danes. Vse to pač po mojem današnjega volivca sprejema in si želi zlate čase, ki jih v resnici nikoli jih sploh ni bilo. Lepa, Galina. Če se dotaknemo naprej še enega vprašanja povezanega s prav katoliškimi volivci. Po mnenju patra Branka Cestnika je meni od kolumn na časniku bilo razbrati, da je volilno telo, katoliško volilno telo tudi zelo razpršeno, da ga najdemo v zelo velikem delu tudi pri novih strankah, pri vsakokratnih novih strankah. Če zdaj tukaj postavimo neko vprašanje, kaj lahko tukaj naredimo mi sami, ki smo aktivni del katoliškega volilnega telesa, da bi se pri nas samih mora biti ta jasnost, kaj je demokracija, kako izbirati na volitvah, postavljena bolj neke zdrave in logične temelje. Dr. Štuhec, kako vas izval glede tega vprašanja? Predno bi odgovoril na vprašanje, bi vseeno še komentiral dve stvari. Prvič kriza, drugič pa vojna, to, kar je Aleš potem tudi komentiral, ko sem jaz ta dva vidika odprl. Zdaj, zgodovinsko gledano, po mojem Aleš ne drži čist, da kriza ne strezni ljudi. Samo vprašanje je, ta kriza lahko tudi pomeni vojno. In če vzamemo Evropo v 20. stoletju, je potrebovala dve
da se je streznila in da je poskrbela, da imamo 70 let miru. Zdaj, vprašanje je, če ta treznost lahko drži še naslednjih 70 let. Ne? Jaz se bojim, da ne, zato ker je ta problem zgodovinskega spomina tu navzoč in generacije, ki zdaj živimo, ne, mi teh izkušenj nismo imeli in ker nismo imeli teh izkušenj, tiste generacije, ki za nami prihajajo, so še imeli manj, še malo manj tega spomina in je nevarno, da pride pač do tega novega ciklusa. Jaz opozarjam na nevarnost, jaz ne kličem vojne, si bi seveda želel tudi kakšen drug proces za spreminjanje tega, o čemer nocoj govorimo, sam tudi pač ves čas na tem delam, tako ali drugače, v različnih oblikah, seveda so pa rezultati vsega tega, lahko rečemo, pični. Zdaj, kar se pa tiče krščanske skupnosti in tega, kar si vprašal kot tvoje vprašanje, zanimivo se mi zdi to, ne, da slovenski kristjan je dobesedno cepljen proti kakršnikoli organizirani obliki delovanja. Mi ne maramo biti organizirani. Zato smo pristaši nestrankarskega delovanja, zato smo bi radi bili neutralni, ne? Zato se ne upamo postaviti na nobeno stran. Dobro, tudi ta zgodovinski spomin, ki ste vi o njem govorili, ima svojo vlogo. Ampak prav to je narobe, da nimamo stališča, da nimamo jasnega stališča, da nimamo pogumnega stališča, da nimamo javnega stališča. Spravite vi krščansko skupnost na cesto za en vrednostni problem, ki v tej državi je. Edini uspeh, ki smo ga na tem področju imeli, je bil glede družinskega zakonika. Pa še tam, če ne bi bilo gibanj cerkvenih, se bi lahko pod nosom oglisali. Niti z ene slovenske župnije, doben župnik ni enega avtobusa pripeljal v Ljubljano. V Italiji bi škofje v prvi vrsti hodili. To je slovenski kristjan. In to je njegov problem. In dokler bo njegov problem na vrednostnih točkah, da se ne zna za te stvari postaviti, kako bo pol v politiki karkoli premakniti? Družbenega nauka cerkve ni ne v pridigi, ne v katehezi, ne v kakršnemkoli oznanjevanju. Družbeni nauk cerkve pa je temelj kristjana za njegovo politično delovanje. Ampak o tem ne govori nihče. Vsi govorijo o zakramentih. To se vse govori v katehezi. Kakšne pa bi naj imela zakramentalna kateheza za konkretno družbeno, javno, politično delovanje, tam se pa neha vsa kateheza. In to je narobe. Benedikt XVI. Je napisal krasno okrožnico, ki jo vsak od vas lahko prebere. Ker ni tako težka in tako zahtevna. Bog je ljubezen. V tisti okrožnici med drugimi dobrimi in lepimi stvarmi reče: kristjani bi morali organizirano nastopati v družbenem življenju, bi morali z argumenti nastopati v družbenem življenju in z ljubeznijo se boriti za pravičnost, kar tudi hkrati pomeni biti aktivno udeležen v politiki, kajti politika je tista, ki bi naj vzpostavljala v družbi večjo pravičnost. Ker pa kristjani seveda nismo samo vezani na vprašanje politike in pravičnosti, ampak na ljubezen kot našo najvišjo vrednoto, zato imamo tudi v cerkvi Caritas. Za Caritas ni problem ljudi motivirati. Za socialno, dobrodelno akcijo ni problem Slovence motivirati, zato da so v stanju v enem tednu zbrati 700 000 evrov za poplavljence v Bosni, Hercegovini, Hrvaškem in v Srbiji. Tu smo odlični, ampak tu se vse neha. Zato, ker ne razumemo,
da ljubezen do bližnjega je tudi v tem, kakšen je socialni sistem, kakšen je pokojninski sistem, kakšen je sistem dela in kapitala in tako naprej. Tudi tu je vse not ljubezen, ali pa je ni. V sistemu, v strukturi. In tega mi ne razumemo, zato ker smo cepljeni proti vsaki organizaciji. Hvala. Še zadnje tega vprašanja bi zaključili ta prvi del, predno damo potem možnost še za kakšno vprašanje iz publike. Prvo od teh treh zadnjih vprašanj, Helena je sicer spet zate, teh dneh se postavlja nova vlada, ministrstva dobivajo nove ministre in ministrice. Kaj pričakuješ od te ekipe, ki je zdaj znana? Kakšne so tvoje ocene? Če se ga navežem na blog Branka Cestnika, ker je napisal, da moramo tudi tej vladi dati priložnost. Se mi zdi, da je prav, da ji damo priložnost, ampak ko gledam način, kako se je sestavljena, oziroma kdo sestavlja to vlado, ko mi govorijo o novih obrazih, ki bodo prinesli novo politiko in tudi v koalicijski pogodbi recimo je zapisano, da je sestavljena iz novih politikov, ki želijo boljšo, lepšo Slovenijo z vrednotami. Potem pa gledam sestavo vlade, kje so novi obrazi. Pravzaprav jih tudi že samo pogledamo, da je od 3 strank ostaja, se pravi imamo Desus za svojim programom, ki je vedno enak, potem SD, socialdemokrate, zopet že z vsem videnim, vedoč, kaj pričakujo, kaj so njihove usmeritve, in pa novo stranko, kjer pa jaz tudi mislim, da sicer niso tako zelo novi ljudje, ker pogledamo recimo, spomnim se takoj prvi teden po volitvah so na enih spletnih internetnih portalov objavili stranko, se pravi predstave so poslance stranke Mira Cerarja in njihovo preteklost, se pravi politični pedigre ali pa pač njihovo udejstvovanje v preteklosti. In več kot tretjina jih je bilo take, ki so že kandidirali ali bili celo izvoljeni na listi LDS-a in Zaresa. Tako da tudi tu se ne obetam kaj velikih sprememb. Tako da tudi sama koalicijska pogodba je zelo nejasna. Predvsem pa ne vem, če je Miro Cerar kot predsednik vlade sposoben voditi v teh časih, v teh razmerah državo, ko se zahteva nek odločnega človeka, ki je sposoben se odločiti, ki je sposoben zauzeti stališče in ga potem tudi za njim stati. Tako da, ne vem, pričakujem, mislim, kako gre že tisto, upam na najboljše, pričakujem najslabše. Jaz sem že med tem šel iskat, ker sem danes prebral od Šuštešiča komentar, ki ima naslov: Če nova vlada pri kom vzbuja optimizem, je nepopravljivi optimist. Pa bi samo prvi del tega komentarja vam prebral. V časopisu smo lahko prebrali nekaj navdušenih komentarjev, ker sta premier in finančni minister v nastopnih govorih poudarila varčevanje, minister si je upal omeniti celo socialno kapico in privatizacijo. Kakor je v navadi, je hitro prevladala navijaška miselnost. Vsi skupaj navijamo, da bosta resni Dušan in dobri Mirko v koalicijskem ringu pošteno prebutala zapravljivega Karla in pa nacionalno interesnega Dejana. Vse to je tako, kot da bi društvo novinarjev priredilo piknik v gramoznici blizu ljubljanskih Stožic in bi si z velikim bagrom, ki bi jim ga posodil kak zaradi neplačanih računov propadli gradbinec, ves dan metali pesek v oči. To je od pričakovanja za novo vlado. Mislim, da
boljše definicije nove vlade do zdaj še nisem prebral, kako je Šuštaršič. Zdaj se bi dotaknili še prihajajočih lokalnih volitev. Da je še vprašanje zate, kot dober analitik, kaj ocenjuješ, kaj se zna zgoditi na lokalnih volitvah, je možen fenomen stranke Mira Cerarja tudi na lokalnih volitvah, oziroma kako se bodo odrezale vse tri pomladne stranke? Ja, za zdaj kaže, da stranka Mira Cerarja na lokalnih volitvah ne bo uspela ponoviti svojega uspeha. Verjetno se bo vseeno poznal slab rezultat zlasti SDS na državno-zborskih volitvah, tudi na lokalni sceni. Seveda bo glavna pozornost namenjena največjim občinam, predvsem Ljubljani, Mariboru. V Ljubljani se že vidi, da tudi spet stranka Mira Cerarja verjetno ni smela kandidirati močnega kandidata. To nas recimo spominja na ravnanje SDS na predsedniških volitvah leta 92 in 97, ko je proti Milanu Kučanu kandidirala v bistvu drugo ligaške politike svojega vidika, ki so potem dobili 2% glasov, stranka pa 25. Nekaj podobnega se bo zgodilo v Ljubljani. Očitno je torej, tudi to je dokaz, da pravzaprav novi obrazi skrbijo za ohranjanje starega stanja. Zanimivo tukaj Maribor, ker kandidira spet padli župan Kangler in se mu obeta trenutno uvrstitev v drugi krog, kar dokazuje deloma tudi to, da so Slovenci še posebej nagnjeni k temu, da se jim preteklo vedno zdi boljše kot sedanje in očitno se bo to tudi v tem primeru pokazalo. Slovenska ljudska stranka ima na lokalnih volitvah verjetno zadnjo priložnost, da si nekoliko poliže rane. Če bodo še tukaj pomembno izgubili, potem je seveda prihodnost stranke temna. Seveda, kot rečeno, pa bi bilo veliko presenečenje, če bi stranka Mira Cerarja prišla blizu temu rezultatu, ki ga je dosegla na državno-zborskih volitvah. Bodo pa spet kraljevale razne neodvisne liste, ki pa tudi deloma služijo ravno temu, če ne govorimo da v bistvu postavljajo stranke na slab glasne, češ da gre tu za neke neodvisne kandidate, za katere se bo potem izkaže, da imajo že dolgo politični rep. Hvala, Aleš. Še zadnje vprašanje, povezano z Evropsko unijo in dogajanjem, ki vpliva na odnos Slovencev in pogled Slovencev na Evropsko unijo. Samo kandidatura Alenke Bratušek je nekaj, kar nas je spet usmerilo bolj v to, kaj je Evropska unija, kako se tam stvari razvijajo. Dr. Štuhec, vprašanje za vas, kako vidite posledice tega dogajanja, ki ga spremljamo v zvezi s to potezo gospe Bratuškove, kaj to lahko pomeni za pomladni blok, ki je bil tradicionalno naklonjen Evropski uniji? Menite, da je lahko tukaj neka negativna posledica in da se bo tudi ta blok začel spraševati v Evropski uniji? Glavni problem tu ni Bratuškova, pa njena samo kandidatura. Glavni problem je tu kultura slovenske demokracije, ki je seveda na tej točki padla na celi črti. Nek dvomilijonski narod, ki ima svojo državo, ki je približno tako velika kot mesto München, bi svojo zunanjo politiko in svoje predstavnike izven svoje države moral izbirati enotno, skrbno, premišljeno, z najbolj kvalitetnimi ljudmi bi morali nastopati na svetovnem prizorišču političnem. Z ljudmi, ki bi prej doma šli skozi vse možne preizkuse
ki bi jih mogli prestati tako pred opozicijo kot pozicijo, pa še morda še pred kakšnim drugo inštanco, predno bi sploh komu na kraj pameti prišlo, da lahko Slovenijo kjerkoli zastopi. In to ni vredno ene resne države, kaj smo se mi tu dovolili. Kaj lahko desnosredinske stranke, pomladne stranke poskušajo narediti v naslednjem obdobju, se pripraviti na neke nove volitve? Kaj je vaš pogled na to situacijo, ki je trenutna in kako jo vidite razrešiti? Prej na začetku smo tudi govorili o tem, kaj je vzrok, da so desne politične stranke tako zgubile zadnje volitve. Jaz mislim, da če bi na zadnje volitve šli z neko skupno predvolilno koalicijo, z jasnim programom, z jasnimi, že predvolitvimi jasnimi osebami, ki bi naj zavzeli določene položaje, tak rezultat niti približno ne bi mogli biti, kot je sedaj. In jaz mislim, da zgodovinsko dejstvo zadnjih 25 let uči slovenske pomladne stranke, da samo s skupnim predvolilnim nastopom lahko računajo na večji uspeh. Ne vem, če na zmago, na večji uspeh pa vsekakor. Če je program jasen, če so povezane med sabo pred volitvami in pred volitvami govorijo, da bodo one šli skupaj v koalicijo, če bo kdo zmanjko, bodo še koga zraven vzele, ampak da bodo one šli skupaj vsekakor v koalicijo in če bi imeli jasno razdelane že figure ljudi, ki bodo posamezne resorje zastopali v primeru zmage, jaz mislim, da bi to lahko desne političnemu bloku v veliki meri koristilo, da bi se boljše odrezal na volitva. Zdaj pa, kaj se bo zgodilo, gledaš kombinacije po na lokalni ravni. Imaš kombinacije SDS, SD, DESUS, SDS, NSI, SDS, vse možne kombinacije imaš na lokalnih volitvah. Slovenci se bodo na lokalni ravni prvi skregali. Doben lokalni odbor nikoli več ne bo zato, da bi na državni ravni prišli skupaj in je zato ta moja rešitev verjetno zelo utopična. Ampak poglejte, takrat, ko se je na volitvah zmagalo, je bilo natanko to. In ni drugega, po mojem, ni drugega odgovora in ni drugega recepta. Samo združiti sile je mogoče priti potem tudi do boljšega volilnega rezultata. Še enkrat bi se poimensko zahvalil vsakemu posebej, gospodu Alešu Mavru, zgodovinarju in latinistu, docentu na Filozofski fakulteti v Mariboru, uredniku spletnega portala Časnik in uredniku revije Tretji dan, potem naprej Heleni Jaklič, kot dama že rekla, zgodovinarki in sociologinji, tako kolumnistki pri spletnem portalu Časnik, piše pa tudi v Zavezo in Tretji dan in na koncu še seveda dr. Ivane Štohecu, predavatelju na Teološki fakulteti v Ljubljani za predmet osnov moralne teologije in družbenega nauka cerkve, potem pa seveda tudi direktor zavoda Antona Martina Slomška in veliko piše in predava po celi Sloveniji, tako da vsem trem hvala za današnji obisk in vse odgovore.